V veliko veselje in čast mi je bilo, da sem imel kot slavnostni govornik možnost nagovoriti občanke in pa občane Svetega Andraža v Slovenskih Goricah ob 25. obletnici Dneva državnosti, torej naše države. Spoštovana županja, gospa Darja Budler, občinski svetniki in svetnice, predvsem pa seveda državljanke in državljani Republike Slovenije. Proces osamosvojitve se je nekako začel v 80-ih letih prejšnjega stoletja, predvsem spontano stavko delavcev v Litostroju. Namreč ravno oni so bili tisti, ki so ugotovili, da tako slabo, kot nam je šlo takrat, ne gre več. In ta spontana stavka, nadaljevanje tega je bila 57. številka Nove revije, je privedla do tega, da so si ljudje začeli upati, da so imeli upanje, da so si upali razmišljati svojo lastno glavo. Vse to je potem privedlo do procesa osamosvojitve, demokratizacije naše države in seveda tudi prvih demokratičnih volitev, ki so potekale v nedeljo 8. aprila 1990. Seveda je bil to kar dolgotrajen in pa zahteven proces, ampak ljudje smo v tem procesu bili zelo enotni, tako kot žal nikoli več. Kot tudi sam mlad poslanec danes po 25 letih naše države gledam, kaj reči o naši državi, lahko rečem, da sem ponosen na naše športnike, kulturnike, znanstvenike in pa ljudi, ki kljub slabemu stanju v državi vztrajajo in upajo, da bo spet kdaj boljše. Velikokrat, ko se zjutraj vstanem, se kot poslanec Državnega zbora nekako pogledam v ogledalo in ugotovim, da je veliko politikov in pa ljudi takrat govorilo, da bo Slovenija postala druga Švica. Ne vem, ampak mogoče je postala druga Švica za 1 ali pa 2% politične, gospodarske, tudi upam si reči kriminalne elite, ki danes na račun predvsem Slovenk in Slovencev živijo kot bogovi. Ko se pa tudi sam ukvarjam s problemi mladih, mlajše generacije, namreč vse več mladih sili v tujino s trebuhom za kruhom, pri nas pa število državljank in državljanov upada. Se mi nekako zdi nespremljivo, da se danes še po 25 letih pogovarjamo o, pa z vsem spoštovanjem naše preteklosti, o letu 45, letu 91. Jaz se sam zavedam, da je bila naša državljanska vojna zelo neprijetno obdobje naše države, ampak če smo iskreni, politična elita, ki je na oblasti že 25 let, omenjeni letnici vedno izkorišča, predvsem takrat, ko je treba med ljudi vnašati nemir, razdor, v ozadju pa poteka privatizacija najboljših slovenskih podjetij z velikim popustom, poteka kraja bančnega sistema in še bi lahko našteval. Po 25 letih je tudi nespremljivo, namreč danes poteka proslava ob Dnevu državnosti v Ljubljani v organizaciji Protokola Republike Slovenije in pa jutri še ena podobna proslava. Sam si želim, da bi tako kot smo ljudje, kot smo Slovenci, ki se zavedamo, kaj pomeni biti strpen, se spoštovati, sodelovati in poslušati, da bi takšni bili tudi mi, politiki. Mi si žal premalokrat nastavimo ogledalo in zaradi tega smo v takšni situaciji, kot smo danes. Ampak sam ne želim biti črnogled ali pa pesimističen, namreč ko se tudi sam pogovarjam z ljudmi, tudi sam sem pred enim mesecem potegnil, si upam trditi, življenjsko potezo, ki bo tudi na mene močno vplivala. Se pogovarjam z ljudmi, ugotavljam, da vse več ljudi razmišlja svojo glavo in ve presoditi, kaj je prav in kaj ne. Zaradi tega in tudi uspehov, kot sem že na začetku povedal, naših kulturnikov, športnikov in tega, da vztrajamo, sem optimist in prepričan sem, da če se bomo učili na napakah, ki smo jih naredili v 25 letih, še lahko veliko popravimo. Slovenija, vse najboljše.